Novi Sloveniji ne sprožamo trenj, moramo pa povedati, zakaj smo pač sprejeli določene odločitve. Če mislite pri tem na zakon o arhivskih gradivih in arhivih, smo v Novi Sloveniji ravnali odgovorno. Preučili smo zakon, primerjali stari in pa novelo zakona. Po tem zakonu smo ugotovili, da je izboljša dostop do arhivov. Posvetovali smo strokovnjaki, čeprav moram reči, da so se nekateri sedaj potuhnili, vendar lahko povemo in imamo dokaze za to in priče, da smo jih vprašali. Morate pa vedeti, da so nekateri zaposleni v javni upravi, tudi na ministrstvih, ki so sodelovali tudi pri pisanju, pa jih ne morem poimensko izpostavljati. V Novi Sloveniji smo podprli to novelo zakona v dobri veri, da bolj odpira arhive, ker ne poznam razloga, zakaj bi Nova Slovenija želela zaprti arhivov. Da pa so vnešeni v zakon varovanje osebnih podatkov, to je bilo sedaj rešeno na nivoju predpisov, ki jih je sprejel še takratni direktor arhiva dr. Dežman, da pa se ti predpisi ne bi spreminjali z menjavo direktorjev in pa tudi glede na zakon o varovanju osebnih podatkov je bilo potrebno ta problem rešiti. In pripravljavci zakona so nam povedali, da so se pri tem posvetovali stroko z uporabniki, z tistimi, ki delajo z arhivi. Seveda uporabniki, zgodovinari si želijo, da bi bilo vse prosto dostopno. Veste pa, da imamo različne, že obstoječe zakone, sploh zakon o varovanju osebnih podatkov, ki pa nam nalaga tudi varovanje občutljivih osebnih podatkov. Ime in priimek pa ni občutljiv osebni podatek. In tukaj gre za žrtve tistih, ki jih je Udba zasliševala, da ni dopustno, da se vsi naslajajo nad zdravstvenim stanjem neke žrtve ali nad tem, kakšno je imel spolno življenje ali družinsko življenje, da to pač niso podatki, ki bi morali biti vsem dostopni. Raziskovalci, ki pa se prav s to tematiko ukvarjajo, pa še vedno imajo možnost dati prošnjo na arhivsko komisijo, sedaj so morali za vse dati prošnjo in pa arhivska komisija ponavadi to vse odobri. Skratka, kar se pa tiče službe državne varnosti, so pa vsi arhivi popolnoma odprti. Tukaj sem govorila, da gre za varovanje osebnih podatkov žrtev Udbe. In vse te razlage so nas prepričane, da je prav, da zakon podpremo, ker Novi Sloveniji želimo, da se ta del slovenske zgodovine temeljito razišče in da tudi zgodovinarji povedo, kje je resnica, ker ti medsebojni prepiri in politična preigravanja ne vodijo k resnici. Potem je seveda prišlo do komentarjev največje opozicijske stranke oziroma predsednika. Meni je žal, da je na takšen način izpostavil Novo Slovenijo, jo obdolžil češ, da je to sramota. Bila sem na tem, bom rekla, šokirana, kajti glede na to, kaj se vse predsedniku Slovenske demokratske stranke dogaja v zvezi z različnimi očitki, nikoli nisem dala nobene izjave, da je to sramota za največjo opozicijsko stranko. Pa je neprimerno, so to drugačna dejanja, kot pa glasovanje ene stranke, ki je glasovala v dobri nameri, z dobro vero, da dela dobro. Ne želim nadaljevati te polemike, zato ker sem prepričana, da je to samo povod za netenje ideoloških tem, mobilizacija volivcev pred evropskimi volitvami. Nova Slovenija se te igrice ne gre. Vem, da je bila Novi Sloveniji storjena velika škoda, tudi s pomočjo nekaterih prisotnih medijev, vendar v Novi Sloveniji smo prepričani, da resnica bo prišla, se bo pokazala. In če sedaj obstajajo dvomi glede teh arhivov, upam, da bo čas pokazal, da smo imeli prav. Vedno pa dopuščam možnost, da smo se zmotili, vendar smo ravnali v najboljši veri, da smo se prav odločili. Tako da jaz to polemiko zaključujem
Nova Slovenija je ne bo nadaljevala, zato ker mislimo, da imamo veliko potrebnejših, nujnejših tem za reševanje Slovenije, kot pa je preigravanje, kdo je bolj pameten in kdo ima bolj prav. Prosim. No, ampak to nestrinjanje za SDS-om se očitno kaže tudi na evropski ravni, namreč njihovi poslanci so očitno s tem, ko niso glasovali podprli poročilo od Lunačkove, pa me zanima še vaš komentar. Evropska ljudska stranka je desnosredinska stranka in je zelo naklonjena družinskemu življenju, podpori družine. To poročilo Lunaček pač promovira nekako različne spolne prakse in omejuje promoviranje družine, če tako rečem. Naš pomemb zame, kot predsednico Nove Slovenije, je predvsem pomembno to, da je naš poslanec Lojze Peterle glasoval v skladu s programom stranke Nove Slovenije. Ne bom se spuščala v to, kako so glasovali drugi poslanci, jaz sem zadovoljna, da je naš poslanec ravnal v skladu z našim programom. Kar se pa tiče, če mislite tudi na dogovarjanja z ljudsko stranko, tudi ljudska stranka je članica Evropske ljudske stranke, imamo sorodne programe in povsem legitimno je, da se stranke med seboj tudi dogovarjate. Kot vidite, se dogovarjajo tudi liberalne, tisti, ki so v Evropski liberalni stranki ali pa na socialnem polu, se tudi med seboj dogovarjajo, tako da to ni nič nenormalnega. In pa čudno bi bilo, če bi se mi za evropske volitve povezovali z nekom, ki je v drugi politični skupini. Medtem, ko je Slovenska ljudska stranka članica Evropske ljudske stranke, veste, da do sedaj pač ni imela evropskega poslanca, zato je izrazila to željo, da morebiti gremo skupaj na volitve. Pogovori so še vedno odprti, končnega zaključka, končne odločitve še ni bilo. Verjamem pa, da bi skupaj dosegli zelo dober rezultat, kajti v tem primeru vemo, da recimo leta 2009 na zadnjih evropskih volitvah je Nova Slovenija dobila skoraj 17%, pa samo enega poslanca, ker nam je veliko odstotkov ali pa glasov smo vrgli stran, tako rekoč. Tudi ljudska stranka, ne vem koliko je dobila, ampak v bistvu so bili tisti glasovi vrženi stran, tako rekoč za naše stranke. Če bi imeli skupno listo, bi pa zagotovo lahko dosegli boljši rezultat, torej v Sloveniji in pa tudi znotraj Evropske ljudske stranke v celoti, če tako gledam. Pa še sorodne programe imamo, tako da se mi zdi povsem legitimno, pravilno, da ti pogovori potekajo. A za to povezovanje zdaj govorimo samo na evropskem nivoju, pa morda tudi v notranji politiki? Nova Slovenija, krščanski demokrati smo odprti za sodelovanje še posebej z desnimi političnimi strankami. Tako smo pri določenih projektih sodelovali tudi z SDS, smo skupaj kako stvar podpisali, sedaj sodelujemo tudi z SLS. Seveda pa v trenutku, ko neka stranka ne drži svoje besede, se pa pojavljajo določeni dvomi. Slovensko ljudsko stranko trenutno dobro sodelujemo in bomo sodelovali tudi v prihodnje, tudi zaradi tega, ker želimo okrepiti desni politični pol, da bo tudi tukaj neka alternativa, kajti menim, da tudi za volivce desnice ni najbolje, če imajo na voljo vedno samo eno opcijo ali pa eno najmočnejšo stranko. To se pravi, v interesu vseh strank gotovo je, da se okrepijo in tudi potrebno je za slovenski prostor, da se desnica okrepi.